Najlepša hvala seveda za povabilo. Verjetno bi pričakovali, sem poskušala najprej nekaj odpreti, pa bomo videli. Verjetno bi pričakovali, da bom predstavila nekakšen odnos profesorja Melika do Prve svetovne vojne, pa sem se odločila drugače in izbrala temo begunstva, ki je neposredno povezana prav z današnjim jubilantom, profesor Melikom, ki mi je bil mentor na diplomski in doktorski nalogi. Pri diplomski nalogi naj povem, da sem ves čas skozi celotno nalogo uporabljala nek glagol beguniti, ki ga profesor Melik ni prečrtal niti v diplomski nalogi, niti potem, ko mi je dovolil oziroma mi je pripustil k objavi v zgodovinskem časopisu in potem smo diplomsko nalogo objavili tudi v knjižni obliki, s čemer mi je pravzaprav on omogočil takrat ne zelo pogost enovit doktorski študij v naslednjih letih, pri katerem mi je bil seveda tudi mentor. Rekla bom bolj tihi mentor, zato ker sem bila ves čas prepričana, da je moj uradni mentor profesor Vodopivec. Seveda sem imela ob sebi ves čas tudi doktor Marušiča in ko sem morala doktorsko nalogo že zvezati, sem pregledala uradne listine in ugotovila, da je profesor Melik moj uradni mentor, ampak sva bila zelo hitro dogovorjena, da je doktorska dizertacija godna za vezavo in tako sem šla lahko s svojim delom naprej. Vsekakor pa je njegova zasluga, kakor zasluga profesor Vodopivca in doktor Marušiča, ta, da so me nekako utirili v raziskovanje Prve svetovne vojne in pri njej ustrajam še danes, tako kot ustrajam pri tematiki begunstva, ki je verjetno ne bom zapustila tudi v naslednjih letih, ne, tudi zato, ker na žalost ostaja to vedno znova aktualna problematika. No, begunstvo je ena najbolj masovnih, pretresljivih in negativnih dediščin 20. stoletja, posledica nasilnih migracij zaradi vojn, političnih preganjanj, konfliktov, propadov imperijev in zamenjav režimov. Predvsem pa je vsaj od Prve svetovne vojne dalje odraz permanentno naraščajočega nasilja proti različnim skupinam, od etničnih, verskih do nebojujočih se moških, ženskih, otrok in ostarelih. Kot ugotavlja Arno Bart, je skupna točka identifikacija določenih skupin znotraj države kot latentnega izvora težav, kar je mogoče na obravnavani čas aplicirati tudi na procese razkrajajočih se imperijev kot nastajanja nacionalnih držav. Nastanek posebne znanstvene discipline, študij prisilnih migracij, Forced Migration Studies, je prispeval veliko k razumevanju prisilnih migracij in problematike begunstva, toda kot ugotavljata pa Nikos Panay in Pipa Virde, pojava begunstva ne obravnavajo v okviru razpadov ali razatona imperijev. Navajam, ko se je ustvaril vakuum in so imperialni nadzor zamenjali nacionalizem držav naslednic, ekskluzivistični nacionalizem in izključitev ljudi z namenom oblikovanja čistih nacionalnih držav. Naj v zvezi z oblikovanjem čistih nacionalnih držav samo obrobno omenjam zanimiva razmišljanja o doseganju dolgotrajnega ali vsaj trajnega miru iz leta 1915 s sklopom varnostnih ukrepov s skupnim imenom sekuritizacija, kar bi zelo posplošeno pomenilo po bratih Buxton, britanskih parlamentarcih, risanje novih meja, po francoskem antropologu Georgeu Montandonu pa postavitev novih meja po geografskih načelih in masivno, kot je dejal, transplantacijo prebivalstva. Pojav totalne in masivne vojne sta imela torej ključno vlogo pri pojavu množičnega begunstva, v kombinaciji s padcem imperijev in revolucionarnimi režimi pa je to prevzelo zelo dramatične razsežnosti. Zato sta Panay in Virde 20. stoletje imenovala stoletje beguncev, pri čemer sta bila prav Prva svetovna vojna in povojno obdobje ključna v formaciji podobe in razumevanja begunca kot osebe in begunstva kot pojava.
Avtorja opozarjata tudi na terminološko zmedo, deloma povzročeno z dejstvom, da se je begunske procese kontekstualiziralo v luči sodobnih pojavov ali definicij, ter zoženih interpretativnih okvirov, ki so kategorijo prisilnih migracij reducirali na kategorijo etničnega čiščenja, kar sta avtorja označila kot distorzija perspektive, ki razlaga stoletje prisilnih migracij z vidika njihovega konca in ne z vidika notranje dinamike dogodkov samih. Kategorija etničnega čiščenja v balkanskih vojnah v 90. letih 20. stoletja je bila tako nediferencirano razširjena tudi v pretekle množične nasilne izselitve in s tem je bil ustvarjen kontinuum, ki naj bi se nadaljeval od izseljevanja balkanskih muslimanov v 19. stoletju. Pa še opozorilo Kristjana Gerlacha, da so bile množične izselitve prebivalstva označene kot etnične znotraj naraščajoče etnicizacije zgodovine v zadnjih desetletjih. Sintetična dela na to temo so, kot pravi, sploščila prebivalstvene politike do redukcije na zgodovine etničnih čiščenj, kar je pripeljalo do interpretativnih posledic, zlasti umeščanja raziskav prisilnih izselitev v okvir tako imenovane genocide studies zaradi prevladujoče kategorije etničnega čiščenja s konceptom genocida. Če prvo svetovno vojno definiramo kot rojstno obdobje modernega begunstva, zdaj moram pa sam pogruntati, na katero, lahko trditev potrdimo še številkami nasilno izseljenega, pregnanega in celo v genocidu izginulega civilnega prebivalstva in v ta kontekst končno umestimo tudi begunstvo v Avstro-Ogrski. Maloštevilni tuji avtori o avstro-ogrskem begunstvu opozarjajo na negotovost pri številkah. Saj te izhajajo iz nejasnega kategorialnega aparata, temelječega na socialnih in razrednih kategorijah, narodnost, veroizpoved in socialni status. Po ocenah Julie Thorpe naj bi bilo med 1914 in 1918 preseljenih 2 milijona avstro-ogrskih državljanov. Kratek razgled po številkah avstro-ogrskih beguncev kaže, da naj bi bilo že v zgodnji jeseni 1914 v Cisleitani 350 tisoč ljudi, ki so bili odvisni od državne pomoči, ta pa je bila temelj begunskega statusa. Po ocenah avstrijskega notranjega ministrstva je v prvem letu vojne država skrbela za več kot 600 tisoč beguncev. Številke pa niso vključevale beguncev na Ogrskem in tistih, ki niso prejemali državne podpore, kar je bilo ocenjeno na 300 do 400 tisoč beguncev. Po nekaterih ocenah pa tudi seštevek okoli 1 milijona beguncev ne odraža dejanskega stanja, saj se številni begunci niso registrirali, da jih ne bi poslali v begunska taborišča, preživljali so se na robu socialnih podpor in s pomočjo socialnih mrež. Skupaj s temi begunci in z megljeno kategorijo civilnih internirancev bi se lahko število beguncev v prvem letu vojne dvignilo na 1,5 milijona. Leta 1917 je število begunskih upravičencev do državne podpore zraslo, se pravi iz 350 tisoč na 760 tisoč. Vzrok za ta porast je bil v prehodu beguncev iz kategorije preskrbljenih v kategorijo nepreskrbljenih, ker so jim pošla lastna sredstva za preživljanje. Proti koncu leta 1917 so številke padle zaradi ugodnega vojaškega položaja na vzhodu, toda oktobra 1918 je begunska populacija še vedno štela 100 tisoč oseb. Različni zakoni in ukazi, ki so jih državne oblasti sprejele med vojno na vseh področjih javne uprave, so pojasnjeni v posebni spomenici notranjega ministrstva. To je bilo tudi zadolženo za upravljanje s prisilnimi migracijami v monarhiji. V spomenici so v posebnem poglavju pomoč beguncev razloženi ukrepi, ki so urejali problematiko begunstva, zlasti vprašanja nastanitve, zaposlitve in nasploh socialnega položaja beguncev v monarhiji.
Na ravni teoretskih izhodišč torej lahko govorimo o načrtovanem socialnem eksperimentu, v katerem bi lahko v realnem okolju preverili odzive ljudi na določene vnaprej načrtovane situacije. Realno okolje oziroma realne razmere so pokazale, da se je načrtovan, nadzorovan eksperiment zaradi nepredvidenih in nepredvidljivih situacij sprevrgel v kaotično ter ad hoc upravljanje s človeškim kapitalom. Državne migracijske politike so se do izbruha vojne sicer ukvarjale z notranjimi migracijami, v katerih so pomembno vlogo igrale lokalne oblasti, ki so v notranje gibanje prebivalstva posegale, kot piše Kalc, preko socialnega skrbstva in domovinske pravice. Slednja je državljanu zagotavljala polne državljanske pravice zgolj v domovinski občini, medtem ko je bil državljan izven svoje domovinske občine tujec v socialnih in pravnih zadevah. Avstrija je, kot vemo, tako poznala dve vrsti tujcev, eni so bili Ausländer, tujci v dobesednem pomenu besede, torej inozemci oziroma in tako imenovani Fremde, ki so bili avstrijski državljani, ki zunaj svoje domovinske občine niso imeli domovinske pravice. Ali kot jih je imenoval mozirski kronist Žiga Lajkov, bili so domači tujci. To je med drugim pomenilo, da so lahko občine nerezidentne, nepreskrbljene državljane vračale v domovinske občine, kar pa se je spremenilo z vojno in preselitvami civilnega prebivalstva. Uvedba izrednega stanja v Avstro-Ogrski in posebno zaostren režim v njenem avstrijskem delu sta omejila ali ukinila nekatere državljanske pravice in svoboščine, med drugim je bilo omejeno tudi prosto gibanje znotraj državnega ozemlja. Cesarski ukaz dne 11. avgusta 1914 je urejal varstvo civilnih oseb, ki so se, kot piše, za namene vojskovanja siloma odstranile iz njihovega bivališča, kar je pomenilo, da je vojna vstopila v življenje civilnega prebivalstva na ozemljih, ki so bila v neposrednem vojaškem interesu vojskojočih se držav in da se je morala država, tako pravno kot v praksi, pripraviti na posledice. Dolžnost vsakega posameznika je bila, da je zase in za svoje sorodnike posredoval vse potrebne osebne podatke ter pojasnil tudi svoje premoženjsko stanje in možnosti preživljanja sebe in družine v primeru izselitve. V 6. členu je ukaz tudi predvidel največje število nepreskrbljenih izseljenih oseb, ki se je smelo naseliti v novem kraju začasnega bivanja. To število ni smelo preseči 2% domačega prebivalstva oziroma številke 2000. Načrt morebitnega izpraznjenja krajev v neposredni vojni nevarnosti naj bi poskrbel za sorazmernost pri preselitvah in sicer glede na absorpcijsko zmožnost krajev priselitev, obenem pa bi omogočila delitev bremena in vzdržno obremenjevanje javnih sredstev. Če so bili zakonski okviri reševanja morebitne begunske problematike dokaj jasni, pa je že zelo praktično štetje begunskega prebivalstva pokazalo na nedorečenost statusa izseljenega prebivalstva, kar je odločilno vplivalo tudi na njihov socialni status. Martina Herman ugotavlja, da so avstrijske oblasti najprej uvajale razlikovanje med begunci in evakuiranci, slednji so bili politično nezanesljivi in osumljeni nepatriotičnih nagnjenj, medtem ko so bili begunci tisti, ki jih je bilo zaradi prisilnega odhoda, zaradi bojnih dejavnosti mogoče pomilovati in jim pomagati. Nastala je med begunci, flüchtlinge in interniranimi internirte oziroma konfiniranimi konfinirte. Vse do leta 1917 ni bilo poskusa, da bi retrospektivno definirali vse preseljene osebe kot vojne begunce. Dejstvo je, da so bili vojni begunci civilne žrtve vojne, prepuščeni na milost in nemilost vojaških poveljnikov in strategij. Prisiljeni so bili, da zapustijo domove ob fronti, da so bili potem internirani kot zaporniki v zaledju, z njimi so ravnali kot tujci od začetka do konca vojne, ne glede na njihov pravni status državljana večnacionalne države. Šele konec decembra 1917 bomo zdaj tole malo pogledali, je begunski zakon
o varstvu vojnih beguncev opredelil pravni status vojnih beguncev. To so bile osebe, ki so morale zapustiti svoje stalno bivališče zaradi ukazov oblasti, ker so storili bodisi prostovoljno zaradi navajam pretečih vojnih nevarnosti ali se ne morejo vrniti vanje in ne morejo iz svojega dohodka plačevati svojega potrebnega preživljanja in preživljanja svojih v skupnem gospodarstvu živečih rodbinskih udov. Ti imajo pravico zahtevati državno skrb za begunce. Osnovni socialni korektiv je bila torej državna podpora. Po amandmaju januarja 1918 je begunec lahko zahteval retrogradno plačilo podpore 1 krone na dan za 16 mesecev in pol ali največ 500 kron kot nadomestilo za čas, ko niso prejemali begunske podpore. Poleg političnih kategorij, ki jih je za selekcioniranje prisilno izseljenih državljanov monarhije uveljavila oblast, je vzpostavila znotraj begunske populacije tudi socialne in razredne kategorije. Poleg socialne selekcije na bemitelte in mitellos, se pravi preskrbljene in reveže, so begunce delili tudi po veri in narodnosti. Poleg socialne dejanskosti kategorije revežev, nezmožnost dokazljivega premoženja ali rednih dohodkov in uradniškega presojanja tudi na podlagi družbenega položaja v lokalni skupnosti, je podoba revščine v socialni selekciji beguncev predstavljala revščino v begunski politiki in nenazadnje postala metafora za begunstvo v monarhiji. Kot je definiral Walter Menzel, je oznaka Mittellosigkeit, navajam, za osebo postala socialno-politična in državno-varnostna restriktiva, v bistvu je šlo za izbris državljanskih pravic s trajnim učinkom na njihovo prihodnost. Po drugi strani so preskrbljeni, dobro stoječi begunci lahko bivali v begunskih kolonijah in v naprej izbranih krajih. Pa tudi znotraj kategorije preskrbljenih je prišlo do razlikovanja in sicer na podlagi njihovega siceršnjega vpliva in položaja v njihovem izvornem lokalnem okolju. Kot ugotavlja Jernej Kosi, o tem priča tudi načrt štajerskega namestništva iz konca aprila 1915, ki je predvidel nastanitev 5000 nemško govoreščih prebivalcev Goriško-Gradiške v Gradcu, čeprav so avstrijske oblasti velika mesta Dunaj, Gradec, Brno, Praga in Linz za begunce zaprle že 10. decembra 1914. Dejstvo je, da državne oblasti na begunce niso bile pripravljene in da je bilo potrebno revno begunsko maso tudi namestiti. Najprej so bile na voljo dotrajane stavbe, vojašnice, potem so začeli z izgradnjo taborišč, katerih arhitektura in terminologija izhajata iz vojaških taborišč, strogo geometrijsko in hierarhično razporeditvijo stavb. Friederike Scher opozarja na zadrege v poimenovanju taborišč za civilno prebivalstvo med Prvo svetovno vojno. Dejstvo je, da so civilni prebivalci vseh vrst taborišč v monarhiji tja prišli pod prisilo in jim je bilo svobodno gibanje onemogočeno. Drugo gibanje, na primer za delo, pa natančno odrejeno in omejeno. Oznake za taborišča so bile tako begunsko taborišče, zbirno taborišče, se pravi Flüchtlingslager, zbirno taborišče Sammellager, internacijsko taborišče Internierungslager, koncentracijsko taborišče Koncentrationlager, koncentracijska postaja, opazovalna postaja in preiskovalna perlustracijska postaja Perlustrierungsstation. Pri čemer je uporaba Koncentrationsstation pogosto povezana s čiščenjem v boju proti epidemijam in razkuževanjem beguncev pred vstopom v samo taborišče. Begunska taborišča so bila prostor socialnega inženiringa in eksperimentiranja, v katerem so bile kratene osnovne pravice, saj je bilo prepričanje v kratkotrajnost vojne botrovala tudi neprimerno zgrajenim naselbinam, ki niso prenesle dolgotrajnega bivanja po sestavi zelo pestrega in občutljivega begunskega prebivalstva. Če izpustimo begunstvo kot osebno in kolektivno izkušnjo, ter se premaknemo v zadnjo fazo begunstva, na vračanje, ter z njim povezanim pravno-socialnim statusom, velja poudariti, da so bili begunci izpostavljeni pritiskom lokalnih gostiteljskih oblasti, ki so se po koncu vojne beguncev želele čim prej znebiti. Države naslednice so iz državljanstva izključile medvojne begunce na podlagi nacionalnosti in vere, tako da je državljanstvo v Nemški republiki
Avstriji dobila oseba, katere stalno bivališče ali domovna občina se je nahajala na ozemlju monarhije oziroma na ozemlju aktualne republike pred avgustom 1914. Torej so bili begunci iz obrobi nekdanje monarhije iz državljanstva in z njimi povezanimi socialnimi pravicami avtomatično izključeni. V literaturi je s tem seveda najbolj izpostavljen primer judovskih beguncev iz Galicije. Na Dunaju jih je ostalo okrog 70 tisoč, nič drugače pa se ni godilo več 10 tisoč slovenskim, italijanskim, furlanskim in hrvaškim beguncem, ki so po razpadu monarhije ostali v nekdanjih avstrijskih deželah, begunskih taboriščih in begunskih kolonijah. Rešitev je prinesla šele Saint-Germainska pogodba, ki je v 80. členu osebam s pravico do državljanstva na območju nekdanje monarhije dala možnost optiranja za državljanstvo katerekoli države naslednice, s katero bi se lahko identificirali po jeziku in rasi. Ta člen je avstrijska zakonodaja sprejela avgusta 1920, kot pogoj za pridobitev državljanstva, pogosto neuresničljiv, je bilo spričevalo iz nemških osnovnih, srednjih in višješolskih ustanov. Proti koncu velja omeniti vendar tudi enega od izkušenjskih vidikov begunstva, delno namiguje na državljanski status, po katerem so bili begunci fremde, torej tujci v lastni državi. Begunci so se počutili tujce v skupnosti, kamor so bili preseljeni. Najbolj zaradi odnosa državnih ustanov in lokalnih oblasti ter lokalnega prebivalstva, katerih skupnostni mir je zmotil vstop beguncev v njihov vsakdan. Pečata tujosti niso mogla zabrisati ne prizadevanja raznih agencij ali odborov in tudi ne načelne izjave državnih oblasti, da so begunci sodržavljani ali celo sonarodnjaki. Na tej točki, kot na večini ostalih, je država padla na izpitu iz upravljanja s človeškimi viri. In viru prepuščam zadnjo, trpko besedo Klementa Juga v spominih mladega begunca v Ljubljani, ki je, kot je zapisal, ki ga je ta izkušnja naredila surovega, nasilnejšega in mrkega, tiho vodo. Navajam, prišel sem bil v 5. šolo iz Gorice sem v Ljubljano. Vsak večer sem ogledoval sončni zahod in naročal večerni luči, naj pozdravi mojo domovino, drage stiskane domačine, pri katerih edino sem še našel ljubezni polno mero. Srce si je želelo ljubezni, a obdajala ga je tujina. Tisti dan mi je rekel profesor grščine M., da so Goričani samo za škodo. Mar bi doma ostali, ne da bi se zbali granat in prišli Ljubljančanom kruh odjedat. Te besede so se mi tako vtisnile v spomin, da bi jih ne pozabil, če bi šel 100-krat skozi bobneči ogenj. Kot sem bil mehkočuten, nisem mogel prenašati samih zlih pogledov okoli sebe. Šel bi v Ljubljanico, da ni bila voda tako umazana, da sem si pa želel Soče, domače ljubezni in vsa Ljubljana se mi je zdela vredna moje žrtve. Z obilnimi vtisi nisem vedel, kaj bi. Srce je bilo polno hrepenenja. Hvala za posluh.